Pred dnevi je v hotelu Zvezda v Murski Soboti potekalo javno soočenje zagovornikov drugega tira in zagovornikov dvojnega tira, pobudnikov referenduma. Na javnem soočenju je kot prvi spregovoril Vili Kovačič, pobudnik referenduma. Začel bom s tem, kako se ta kampanja zdaj odvija. Včeraj ste verjetno v televizijskem prenosu videli, kakšni problemi so s tem referendumom. Ne rečem, da prej niso bili na prejšnjih referendumih, ampak tukaj se je pokazalo, kako naša referendumska demokracija ne deluje in kako so izrazito neenake možnosti na obeh straneh. In je to še vedno predmet Ustavnega sodišča. Čakam na to, da se ta zgodba razplete in da se enkrat v tej državi razplete v korist državljanov. V 25 letih še ni bilo primera, da bi se taka zgodba tako razpletla. Mislim, da so argumenti dovolj močni, da vemo, da v kampanji in na volitvah in kjerkoli, kjer se demokratično odloča, morata imeti obe strani enake možnosti. In zdaj govoriti, pogledajte, kaj so nam natrosili. Da je vlada diskriminirana, ne da smo mi, kajti vlada lahko samo iz proračuna vzame, mi pa iz cele Slovenije. A ni to hecno? Pravzaprav je žaljivo za nas, ne? Ki vemo, kako se to iz cele Slovenije vzame. Ob tem, da nam operaterji kabelski oziroma telekomunikacijski odpovejo vsako možnost, da bi nabirali to na lahek način. Vlada pa 97 tisoč kar z levo roko. In jaz sem predlagal, da razdeli ta znesek na dva dela in začnemo iz enakih štartnih pozicij. Kajti te stvari koštajo, demokracija ni zastonj, je pa na dolgi rok najbolj rentabilna. To se pa tudi razumemo. Zato mora biti referendumsko odločanje stališča enakih možnosti neoporečno, čakamo na to razsodbo in če ne bo tukaj v redu, bomo šli naprej. Sam zakon kot je pa za mene sporen tudi iz ustavnega vidika. Snoč sem ga bral celega, zdaj ga ljudje dobivajo na dom, ne? Dvomim, da ga kdo prebere. Ne? Treba bi ga bilo raztolmačiti v bistvenih točkah na eni strani, ne? Ampak to se ne dogaja. Vse se dogaja bolj na nivoju zavajanja. Smo pa vseeno prišli v tem času en korak naprej. Nas so označevali, da smo mi proti drugemu tiru. Ja, jaz sem res proti drugemu tiru, sem pa za dvojni tir. Za dvojni. Ne za neki drugi tir, kar tako, po neki zastareli trasi, ki ne upošteva novejših raziskav in novejših potreb. Kajti potrebe, ki so danes, so bistveno drugačne, kot so bile še leta 2010 in še mnogo prej nazaj. To se pravi, pri projektih je treba vedno izhajati iz tega, kakšen je razvoj tehnologije, tehnike, znanosti in kakšne so potrebe, ki se pa menjajo. In tukaj so se zelo spremenile. In ne moremo govoriti, da je tisto, kar je bilo takrat, edino zveličavno, optimalno. Daleč od tega. Naše stališče, da davkoplačevalci se ne damo, je vsem variantam enake možnosti. V tem referendumu tega ni, zato pravzaprav referendum je, ker ni enakih možnosti. Kajti, če rečem poenostavljeno, alternative so v Sloveniji prepovedane. Niso dovoljene, tako kot niso bile dovoljene pri Tešu 6. A veste, danes se pa voda zliva čez jezove, zato da tam lahko kurijo umazano elektriko, proizvajajo. In danes se že po glavi tolčejo, da ste imeli prav, ampak seveda to ni dovolj. To ni dovolj. Slovenci, če bomo na to pristajali, bomo vedno na novo plačevali. In plačevali bomo neumnosti, ki so pa kumulativne. To niso neumnosti, tako danes naredimo eno stvar,
ampak to se kopiči iz enega projekta v drugi projekt. In model odločanja je tle enak. Poglejte, vedno pravijo, mudi se. Politika izvršenih dejstev. Tukaj so na mizi 3 trase, poleg vladne trase, ki bi morali biti enakovredno obravnavane. Ali pa vsaj 2. Enakovredno in potem ocenjene, evalvirane in izmed boljših izbrati najboljšo. To je naš princip. Mi ne favoriziramo niti gospoda duhovnika, ki je tle zraven, niti kogarkoli drugega, ampak to, da smo kot butalci usmerjeni na to, kar vlada reče. In da je to najboljše, a priori. Ne, ni. Čeprav nas obkladajo, da smo mi tisti, ki zaviramo razvoj. Kdo zavira razvoj? Tisti, ki želi optimalno traso, a ti zavira razvoj. Tisti, ki želi, da se ne uničuje okolje, tisti zavira razvoj. Gospod Miro Cerar tako trdi. Ampak naj se pride enkrat soočiti, pa se bomo na zemljevidih soočili. Na zemljevidih, veste. Zemljevidi so zelo zagovorni, bolj kot besede, gole besede. Ko smo zbirali podpise, smo na zemljevidih največ, kako bi rekel, razumevanja dobili pri ljudeh. Da so ugotovili, da so druge možnosti in da se tukaj forsira ena zastarela zadeva, ki se vleče od leta 2010 naprej, ko se bi morala končati ta zgodba, ko je Italija odstopila od svojih zahtev, da se ta lok slepo črevo, jaz rečem, vije proti Trstu. Danes se pa to še kar naprej. 2x po 5 km predora, čemu neku, temu jaz pravim, da to je podzemni ringelšpil. Komu na čast, ne zato, da bomo tam dobivali na višini, to sploh ni res. Trase, ki so potegnile alternativno, imajo enake zahteve po pridobivanju višine. Na tem slepem črevesu se na višini dobi minimalno. Je pa še ena druga zadeva, zelo pomembna. Tam je vodonosno območje. Čeprav pravijo, da tukaj čuvajo vodonosno območje, pa ni res. Težko čakam, da bomo še enkrat se soočili. Bo prišel geograf, gospod Josipovič, ki bo te stvari bolj detaljno lahko razložil. Ne samo, da je tam vodonosnik, ki ga ogrožamo s tem, tudi teren, kamenina in tako naprej, je zelo rizična. Je rizična za take posege. Zato še enkrat, vlada naj spremeni traso, da pa naša zahteva proti temu zakonu je vezana tudi na traso, je pa čisto jasno, da je, čeprav recimo Damjan to zanika, da je tukaj samo za finančno konstrukcijo. Ne, v zakonu je navedeno gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je pa tisto, ki predpostavlja traso, ki jo je vlada izbrala. Zato je treba te stvari kompleksno pogledati. Finančno, stališča trase, če govorimo o trasi, jaz vedno poudarjam, to je isto, če nočemo o tem govoriti, ne, kot nismo v Šoštanju hotel ali pa smel ali pa zmogli govoriti o premogu, ki je bil osnoven parameter za vso zadevo. Tukaj je pa osnovna zadeva trasa. To se pravi, financiranje je problem, ampak če bi se optimalna varianta zbrala, bi bilo financiranje olajšano, prihranili bi tisto, kar iščemo po Evropi, ta denar je doma in kar se danes govori, da bo to šlo mimo žepov davkoplačevalcev, kar vlada predlaga. To ni res. Če so pristojbine, so breme za gospodarstvo. In preko bremen za gospodarstvo tudi breme za potrošnike, za državljane in za davkoplačevalce. Primer. Počakajte, mečkaj. Koliko je še? Ja, vedo. Ja. To se pravi, tukaj
je trasa bistvena zadeva. Tukaj sta pa dva zelo pomembna faktorja. Je geologija in je varovanje okolja. Mi bomo čez en teden ali pa dva organizirali, tudi vi ste vabljeni, izlet v to področje. Jaz pravim ekološki izgled v Slepo črevo. Tam bomo pa na terenu videli, za kakšne predele, za kakšne posege gre. Ker ti posegi bojo dolgoročni, ti posegi se bojo poznali še 100 let ali pa še več. Na javnem soočenju je sodeloval tudi državni sekretar Jure Leben. Najprej, zakaj ta projekt moramo danes narediti? Zato, ker imamo probleme z obstoječim tirom. Obstoječi tir je na višku prevoznosti. Luka Koper ne more več kot toliko tovora prepeljati, razen če gre na same avtoceste. V celem mesecu ima Slovenske železnice samo 8 ur časa, da lahko dela vzdrževalna dela na tem tiru, in če pride do kakšnega podora skalovja, do kakšne druge tehnične okvare, potem ves tovor gre na ceste in bomo imeli kolaps avtocestnega omrežja. Luki Koper moramo zagotoviti razvoj, strateški razvoj, zato je to gospodarski projekt za napredek Slovenije, za razvoj Slovenije. In zdaj ni več vprašanje, ali smo za drugi tir ali nismo za drugi tir, ker jaz mislim, da v tej sobi smo vsi za, ampak se moramo samo vprašati, ali smo za to, da se Slovenija in Luka Koper naprej razvija, ali pa da se ne. Kar se tiče dvojnega tira, mi smo lepo že od začetka leta govorili, da se zavedamo, da ob obstoječi progi so problemi, vpliv na okolje, vpliv na zdravje ljudi. Tisti, ki ste na obstoječi progi bili, veste, da obstoječi tir z vso kapaciteto pretovora vozi mimo spalnic prebivalcev v progi. Zato smo začeli gledati, ali je možnost, da bi že dopolnili gradbeno dovoljenje in servisne cevi že v tej prvi fazi zgradili v polnem premeru, kar lahko naredimo dobro nadgradnjo za dvotirnost v dolgoročno. Te stvari smo presodili, da lahko naredimo, in ravno danes smo vložili vlogo za predhodni postopek okoljevarstvenega soglasja in dopolnitev gradbenega dovoljenja, zato da to lahko naredimo. Kar se tiče trase, vemo, da sama trasa je bila sprejeta leta 2005. Do začetka mandata te trase je bilo 80% zemlje že odkupljene. Mi smo delo samo nadaljevali in pridobili gradbeno dovoljenje ter sestavili finančno konstrukcijo. Jaz mislim, da vsi vi bi bili zelo nezadovoljni z mano, če bi se odločili, da kljub temu, da je bilo 80% trase odkupljene, da bi šli v odkupovanje parcel na drugi trasi. Jaz mislim, da bi bil takoj obtožen negospodarnega ravnanja z davkoplačevalskim denarjem, zato smo mi ta delo nadaljevali. Ker bomo črpali kredite Evropske investicijske banke, ker bomo črpali nepovratna evropska sredstva, moramo pač narediti vajo z Evropsko agencijo Jaspers, ki dela tehnične kontrole za Evropsko investicijsko banko, za Evropsko komisijo, za Evropsko banko za regionalni razvoj, in tudi z njimi je bilo pregledanih dodatnih 9 variant ob teh variantah, ki so bile pregledane v sprejetju v postopku gradbenega dovoljenja. In tukaj bi se rad malo navezal na ta izraz slepo črevo. Veliko slišamo že v tej kampanji, da to slepo črevo smo naredili samo zato, da se lažje priključimo na samo Italijo. Jaz sem si danes printal en malo večji zemljevid, kjer vidite obstoječo progo, to pomeni tale modri del s tem ovinkom, in lahko vidite, da takrat, ko so potekali pogovori z Italijo, je bil priključek do Italije veliko višje kot pa na tem, kako rečejo zdaj, slepemu črevesu. In to so podatki, katere morate vedeti. Zakaj je to slepo črevo v narekovajih narejeno? Je ravno zato, ker je tam vodovarstveno območje, ker moramo zagotoviti konstanten naklon za konstantno hitrost določenih količin tovora, zato imam jaz tukaj mojega sodelavca, gospoda Jurkoviča, ki vam bo lahko tehniko bolj natančno razložil, tako kot recimo bo svoje stvari razložil gospod Duhovnik. In to je zdaj ta začetni odgovor, kar se tiče tega slepega črevesa. Kar se tiče financiranja,
Jaz se zavedam, predvsem starejše generacije, jaz sem mlad napram vam, da imamo slab zgodovinski spomin z infrastrukturnimi projekti v Sloveniji. Kot državni uradnik se zato lahko samo opravičam. Ampak to še ne pomeni, da si ne smemo pustiti možnosti, da novi projekti so pa lahko izvedeni tako, kot treba. In mi bi radi v tem primeru imeli razpršeno financiranje raven za to, da je čim manjši vpliv na državni proračun. Imamo zlato fiskalno pravilo, moramo zmanjševati javni dolg in raven zaradi tega smo šli v črpanje nepovratnih sredstev. Beseda nepovratna je zelo pomembna, ker jo ni treba vrniti. Smo šli v sodelovanje zalednih držav, smo šli v kredite Evropske investicijske banke, ja, seveda z nekim vložkom tudi z nivoja državnega proračuna, ampak s tem čim manjšim. Zdaj imamo recimo proračun za leto 2018 in 2019 skoraj zaključeno. Kmalu bo prišel k mojim kolegom v državni zbor, ki ga bo ta mogla potrditi. Predstavljajte si, samo če bi 100 milijonov dodatnih mogli zagotoviti iz državnega proračuna. Kaj to pomeni? Drugi infrastrukturni projekti, obvoznica Murska Sobota za vaš primer, drugi projekti iz sociale, šolstva, ne bi bili mogli izvedeni, ker bi tistih 100 milijonov mogli dati sem. Ne pomeni, da bi imeli mi zdaj proračun, pa bi nekje dobili dodatnih 100 milijonov. In to so neka izhodišča, v katerih se moramo pravilno pogovarjati. Vam pa tudi zdaj povem, tako kot sem recimo že ta teden povedal, da ta varianta, ki je bila sprejeta 2005, je po vseh kriterijih in analizah 17 skupno variant najbolj primerna. In jaz dam lepo pohvalo vladi leta 2005, da so sprejeli najbolj optimalno varianto. Ampak moramo pa na tak način iti naprej in zdaj probati projekt izpeljati. Zato tudi jaz zdaj povem, recimo, rešitev, ki jo poslušamo od gospoda Duhovnika, je tehnično inovativen patent. Jaz se s tem strinjam. Ampak, da pride do tehničnega certifikata in potem dovoljenja, da je lahko taka rešitev primerna za TNT koridor, kjer Slovenija kot članica je, mora najprej iti čez določene postopke. In ko bo na ministrstvo prišla uradna vloga za tehnično certificiranje take rešitve, bomo mi pač po postopkih nadaljevali naprej, več o tem podrobno lahko spet moj kolega Jurkovič pove. Tako da jaz lahko rečem, da ne glede na to, na slabe izkušnje, ki jih imamo, ne glede na to, da če si pa politik, si pa kradljivc, probamo stvar optimalno narediti. Ekipe so nekaj mesecev hodile na različne inštitucije v tujini, kazale rešitve, gledali količino pretovora 230-240 za to, da projekt ekonomično speljamo. Tehnične rešitve glede vodonosnikov, kako so ukrepi okoli tunelov izvedeni, da zagotavljamo naravni pretok vode. Vse to je bilo pregledano in spet pridemo nazaj. Trasa iz leta 2005, za katero je bilo kupljenih že 80% zemlje ob začetku našega mandata, je najbolj optimalna za to področje. In od tukaj naprej smo nadaljevali, imamo gradbeno dovoljenje, pravnomočno gradbeno dovoljenje z čezmejno presojo. Kaj to pomeni? Da so mogle tudi inštitucije v Bruslju povedati, okolje je v redu, geologija je v redu, podtalnica je v redu in tako naprej. Mi smo delo prejšnjih vlad samo nadaljevali. Zato zasluga za tisto, za kar smo danes tukaj, ni od SMC-ja, ampak od vseh prejšnjih 13 vlad. In na tak način moramo nadaljevati in zdaj imamo možnost, da ta projekt naredimo, zagotovimo razvoj Sloveniji, povečamo iz 80 na 210 vlakov na dan, Luka se lahko razvija in s tem ima tudi Slovenija kot taka dodatne prihodke in se pozicionira na logističnem zemljevidu Evrope. Sicer pa so na javnem soočenju sodelovali še profesor Jože Duhovnik, poslanca Zvone Lah in Dušan Radić ter Dejan Jurkovič iz Slovenskih železnic. Svoje stališče o drugem tiru pa boste lahko izrazili tudi vi, in sicer na referendumu o zakonu o drugem tiru, ki bo 24. septembra.